16.12.15 po kristjanskem koledarju 2015, to štož direkt, tokratna tema slovenstvo, lokacija Kranj, natančneje spomenik očetu naroda, dr. Janezu Blajvajsu, plemenitemu trsteniškemu. Spoštovane in spoštovani, zelo zanimivo bi bilo vedeti, kaj bi si tako imenovani oče naroda Blajvajs mislil, ko bi ta narod pogledal danes. Tako simbolično, da lahko povprašamo v tem videu, spoštovani gospod Blajvajs, kaj si mislite? Tako je, molk ni vedno zlato. In lahko se vprašamo tudi po tem citatu, ki tukaj gori piše: ko so nacisti prišli po komuniste, sem ostal tiho. Nisem bil komunist. Ko so zaprli socialne demokrate, sem ostal tiho. Nisem bil socialni demokrat. Ko so prišli po sindikaliste, nisem spregovoril. Nisem bil član sindikalistov. Ko so prišli po jude, sem ostal tiho. Nisem bil jud. Ko so prišli pome, ni bilo nikogar več, ki bi spregovoril. Tako je, spoštovane in spoštovani, in dejansko to nam lahko pove naš oče naroda Blajvajs, da smo v preteklih več kot 20 letih bili tiho. Ko so prišli po to in to, smo bili tiho, vse se ne tiče nas. Ko je šlo slabo tretjemu sosedu, smo bili tiho, saj je bil šele tretji sosed. Ko je šlo slabo drugemu sosedu, smo bili tiho, saj ne gre slabo nam, gre slabo drugemu sosedu. Ko je šlo slabo prvemu sosedu, smo bili tiho, saj nismo mi prvi sosed. Ko gre slabo nam, pa ni več koga, ki bi spregovoril. In to je, natanko to je problem. Pomanjkljiva socialna interakcija, pomanjkljiva manifestacija in realizacija zavedanja in pomanjkljiva zdrava narodna in narodova zavest. In zato smo tu, kjer smo. Če si odkrito priznamo, pa da nismo več tiho, smo tako pogovorno gostilniško rečeno v totalni riti. In zelo smiselno se večkrat vprašati, ali so se takšni očetje naroda kot Blajvajs borili za to, kjer smo danes, ali so sanjali drugačne ideale. To je seveda povsem retorično vprašanje. Zato je na nas, da nismo več tiho, da spregovorimo in ne samo, da spregovorimo, da tudi storimo. Čas je, da se ta zabloda, v katero so nas pahnili politiki, ki pa tisti trenutek niso bili tiho, ampak so bili še kako glasni, kako bo vse lepo, kako bo raj na zemlji, kako se bo cedila med in mleko, da se namesto tistih političnih floskul prične verbalizirati realnost, zdravo razumskost in dejanska smiselna izgradnja naroda, države, širše družbe in sveta nasploh. Ne bodimo tiho, spregovorimo in naj zdravo razumskost vodi miselnost in tvornost. Naj se zgodi takoj. Amen.